Irak pravi, da je ustvaril nacionalno bazo podatkov za sledenje približno 6 milijonom kosov orožja, saj Bagdad poskuša spraviti vse orožje pod nadzor države. Oborožene frakcije z lastnim orožjem in poveljniškimi strukturami ostajajo eden največjih varnostnih in političnih izzivov v državi. Vlada pravi, da je krepitev državnega nadzora ključnega pomena za zaščito Iraka pred naraščajočimi regionalnimi napetostmi. Vendar se močne skupine, povezane z Iranom, upirajo razorožitvi. Za več informacij se nam v studiu pridružuje višja dopisnica z Bližnjega vzhoda, Ariel Osaran. Ariel, ideja o ustvarjanju te baze podatkov ni nova. Povej mi, kaj ta baza podatkov počne in kakšen je njen cilj? Ja, ne samo, da ni nova, ampak je nastajala 8 let. Odločitev je bila sprejeta leta 2018. Delovati je začela šele januarja 2023. In zdaj je končno vzpostavila to bazo podatkov, ki bo poskušala pomagati oblastem pridobiti nadzor nad ogromno količino nezakonitega orožja, ki kroži po državi. Mislim, Irak velja za državo z največjim številom milic na severni polobli. In to je eden od načinov, kako se poskušajo spopasti s tem. Ampak mislim, da je pomembno poudariti, da je to predvsem za predstavo. Mislim, ja, Irak se poskuša ustvariti vsaj videz sodobne, urejene države, ki ima zakone o orožju, register in vse to. In to je prvi korak. Najprej moraš ugotoviti, koliko orožja je v državi. To je prvi korak. Drugi korak je izdaja teh dovoljenj za orožje. Tretji korak je uveljaviti in zagotoviti, da imajo orožje samo tisti, ki imajo dovoljenja. In potem je zadnji korak, v bistvu, kot ga opisuje iraška vlada, doseči varnost in trajnostni razvoj. To je zelo zahtevna naloga za Irak. Toda na koncu je glavno vprašanje tukaj. Kaj to pomeni za milice, ki jih podpira Iran, za ljudske mobilizacijske sile, ki so polvojaška organizacija, ki deluje kot državni organ, vendar prejema sredstva iz Irana. Po mojih informacijah, pogovori, ki sem jih imel z viri, pravijo, da te milice ne samo, da tega ne spoštujejo, ampak pravzaprav iraške oblasti so pristopile ali vstopile oziroma poskušale vstopiti v sedež Harakat al-Nujaba, ene najmočnejših milic, ki jih podpira Iran v Iraku. In bili so pregnani potem, ko so bili obstreljeni. To je torej živ opis dejanskega stanja na terenu. Torej, ja, to je lepo. Vsaka sodobna, razvita država bi morala imeti register, vendar to ne bo vključevalo milic, ki delujejo zunaj okvirov zakona. In to je tisto, kar skrbi iraško vlado. Torej, ali so te milice glavne izzive, vendar niso edine izzive? Kaj bi ta register resnično lahko spremenil, tudi če bi dosegli svoj cilj, razen tega, da bi imeli neko administrativno bazo podatkov? Prav, torej ponovno. Imeti register strelnega orožja, izdajati dovoljenja. To je način, kako zagotoviš, oziroma eden od načinov, kako zagotoviš red in spoštovanje zakonov v svoji državi. In Irak je znan po svoji brezpravnosti. In zato poskušajo to popraviti. Toda to bo vplivalo le na raven pod milicami, na navadne Iračane in civilno raven. Ampak to je dobro, ne kritiziram tega procesa kot celote. Mislim, da bi morala imeti vsaka država register in vsaka država bi morala uveljavljati svoje zakone o orožju in samo država bi morala imeti monopol nad posedovanjem orožja. Vendar pa to ne bo rešilo te težave. Da to bo zagotovilo red in spoštovanje zakonov med običajnimi iraškimi civilisti, vendar ne samo, da se ne bodo dotaknili milic sploh ne morejo doseči. Milice so jim to danes pokazale, ko so poskušali dobiti neko predstavo o tem, kaj se dogaja samo na eni bazi Harakat al-Nujaba, in na to so bili obstreljevani. In zato mislim, kaže, da to ni kaj več kot, veste, temu lahko rečemo predstava suverenosti. Na koncu to ne bo tisto, kar bo preprečilo iransko podprtim milicam, da bi svobodno delovale v Iraku. Prav, Ariel Osan, najlepša hvala. In če ostanemo v Iraku, po vsej državi kronično primanjkuje elektrike, zaradi česar milijoni ljudi težko ohranjajo prižgane luči.
Zdaj so protesti v vzhodnem mestu Kut postali nasilni, kjer prebivalci zahtevajo pošten delež elektrike, proizvedene v njihovi lastni provinci. Kljub svojim ogromnim naftnim rezervam se Irak močno zanaša na iranski plin za proizvodnjo elektrike. Leta korupcije in premalo vlaganj pa so nacionalno elektroenergetsko omrežje pripeljala v krizo.